En lep pozdrav vsem skupaj, Jernej spet z vami. Nov video, danes bomo govoril o Bitcoinu kot ponavadi in tudi malo več o Etru danes. In sicer, veliko stvari, kar bom jaz povedal, je v bistvu povzetek tegale videota. Tole je trader, zelo izkušen trader, Phil Akone, ki mu sledim. Zadnje čase je zelo aktivno, zato ker so njegovi videoti res poučni, tako da priporočam tiste, ki ste malo bolj napredni v tehnični analizi, si lahko pogledate, je kar napreden. Za vse, ki pa želite hitrejši pregled, bom jaz to naredil. Seveda dodal še nekaj svojih misli in lepo vse skupaj povzel, tudi nekaj stvari, ki jih on ni omenil. Se pravi, pa gledajmo naprej, race disclaimer. Tale link bom tudi pripapal pod video, lahko si pogledate. Splošni pogoj, nisem finančni svetovalec, to je samo izobraževalne namene. Karkoli počnete, delate z svojim rizikom. Ok, to si lahko preberete. Ok, super, gremo pogledat naprej Bitcoin. Sicer imam tukaj Ethereum, ampak vedno začnemo z Bitcoinom. Ja, to zgleda kot neka velika zmeda. Kaj se je včeraj dogaja, neka zelo zanimiva zadeva. Govorili smo o tem, da mogoče lahko prebijemo ta trikotnik in gremo eksplozivno višje, ampak tudi opozarjali na nevarnosti, da lahko gremo v drugo smer. In to se je res zgodilo, tale imamo tale trendline, tale rdečo črto, od katere smo se lepo odbijali, in potem, ko smo šli enkrat niže, je bil to znak, da so bears, se pravi medvedje, premagali bike in smo šli nižje. To vidimo tukaj. Ker tukaj dalen scenarij bil, da se tukaj odbijemo in gremo više z momentom in prebijemo in gremo do testirati 13.000, to se ni zgodilo, tako da bomo mogli še malo počakati. In kot kaže, bomo še kar nekaj časa v tem trikotniku. Šli čisto do konca in trikotniki, če še ne veste, kaj pomenijo, v bistvu to je, ko se market začne krčiti. Se pravi, kupci in prodajalci se nekako ne morejo odločiti, kam bi šli in so zmeraj bolj v tesnem rangeu. In potem, ko pride do nekega ključnega momenta, se tisti odločijo. Kupci recimo, ok, mi smo zmagali, in grejo tudi tisti, ki so prodajali, obupajo nad prodajanjem in kupci prevzamejo ali v drugo smeri, če prodajalci zmagajo, gremo v drugo smer. Tako da ja, vedno nekaj zanimivega se dogaja na Bitcoinu, to je bilo najbolj pomembno, ampak ena stvar zelo pomembna, kar je malo bolj napreden pogled na market, in o tem govorita Gospodič v njegovem videotu. In sicer, če pogledamo tale graf, kaj pa je ta graf, to je v bistvu Bitcoin shorts. Se pravi, kaj to pomeni? Ko kupujemo Bitcoin, se pravi, da sta dva načina, kako dostopati do marketa. Lahko kupimo ali prodamo. Zdaj prodajo, večinoma začetniki niti ne prodajo, oziroma zelo redko. Najbrž velika večina od nas še nikdar ni prodala proti. To ne pomeni, da imate Bitcoin in ga prodate, pomeni, da ga sploh nimate, ampak prodate proti njemu. Short sell the market, s temu reče. In pogledajte, kaj se je včeraj zgodilo. Zelo eksplozivno, tam, ko smo premagali tisto črto, koliko ljudi, se pravi 18.000 Bitcoinov je v short poziciji trenutno. In kaj mi to pove? To mi pove sicer, in to se bo zaprlo, ko bodo te, ki prodajajo Bitcoin, zaprli svojo pozicijo, bo to začelo padati. Kaj mi to pove? To mi pove, da so veliki igralci, ker ponavadi začetniki tega ne počnejo, ne shortajo, ne short sellajo. Se pravi, so veliki igralci prodajali na veliko, veliki prodajalci na veliko, ko smo presekali ta trendline. In zaenkrat še vedno držijo to pozicijo, ker vidimo, da še vedno tukaj gor,
kar nekako mi da misliti, da je ta scenarij zelo mogoč, da gremo še niže, spet do spodaj tega trikotnika in potem se bomo spet odbili in očitno bo to še nekaj časa trajalo, preden se odbijemo ven. Se pravi, ta območje je zelo pomembno za gledati, se pravi, tale črta tlele, spodnja. In potem, če spet gremo iz trikotnika, da mogoče si kateri še spomnite, kaj se je nazadnje zgodilo. Nazadnje, ko smo padali iz trikotnika ven, se je zgodilo tole. Tukaj mislim, da ne bomo padali toliko nizko, ker primerjava s tistim trikotnikom takrat, ko smo ga gledali. Če se spomnite, o tem smo veliko govorili, naredil sem video 4 ure, preden je to eksplodiralo. Je bila to situacija malo drugačna in sicer nismo imeli toliko močnih support con pred za tem padcem. Zdaj tukaj je malo drugače, tudi če pademo iz tega trikotnika, imamo tukaj močno cono nekje na okrog 10.000, kar precej blizu, še eno tle na 10.300, tako da tudi če pademo ven iz tega trikotnika, ne pričakujem nekega eksplozivnega premika nadol. Sprav, to se bo pa vse dogajalo v nekih parih dneh, to je sedaj bolj iz perspektive day tradanja in vem, da veliko ljudi, ki gleda moje videe, so dejansko bolj skoncentrirani na tiste dolgoročne nakupe. In ja, to je podobno kot pri tenisu. Pri tenisu ni to kot pri nogometu ali pri košarki, kjer veš, ok, tekma bo trajala 90 minut, ok, lahko so podaljški kot pri tenisu, kjer imaš situacijo, da se igra, dokler nekdo ne zmaga 3 sete ali 2 seta, odvisno od kaj igramo. Tudi tukaj pri Bitcoinu je tako pri tradanju. Ne vemo, koliko časa točno bo trajalo. Lahko bi tukaj prebili že, pa nismo, tako da bo to še malo trajalo. Preden bomo imeli spet isto naslednjo potrditev, da smo nazaj v uptrendu. Še vedno sta možna oba scenarija. A in B, o tem smo govorili že v videotih. Da moramo biti pripravljeni na oba scenarija. Ok, toliko o Bitcoinu. Danes bi nekaj povedal o Ethereumu, ker vidimo, da je imel zelo močno tole eksplozivnen premik na gor. In za razliko od Bitcoina, ko vidimo ta trikotnik, je imel ta premik ven, ampak nima nobenih drugih nekih trikotnikov pred sabo. Je že ven iz teh nevarnosti. Tako da izgleda zelo močen, kot da želi, da precej više, se pravi ta YouTuber, ki je zelo izkušen, pričakuje, da bo šel $1750. Zdaj tudi našteje nekako te Elliott wave. Obstaja več načinov, kako se šteje te wave ali vale. Se pravi, najbolj pogosto je Elliott wave, ampak moj način je v bistvu ta, ki ga uči Dr. Barry Burns, eden izmed mojih mentorjev, lahko rečem, Top Dog Training. In njegov, zato ker določa, kje je ta wave, je zelo subjektivno. Jaz imam na pristop, ki je povsem objektiven. In se pravi, gledam tale 4-urni 50 MA in ko gre začne enkrat kazati gor, angle, se pravi, ko je kot ni več ravn, začne gledati na gor in preseka cena ta 50 MA, začnem šteti vale. In tukaj imam na ta način prvi val in potem gre to više. Zdaj po teh nekih predvidevanjih do 1750, ampak vprašanje je zdaj, sigurno vmes v naslednjih dneh v bistvu že iščem stopne točke za Ethereum, ker mi kaže že predvsem močnejše znake, da želi iti više, da je v bull marketu. Zato iščem točke, kje za vstop. Zdaj, ena pomembna točka za vstop je bila tlele, pri teli coni, kjer vidimo prejšnji swing high. Opa, moram tole izklopiti. No, kaj pa je to sedaj? Aha, takole. Ta cona, in vidimo, da smo se res tukaj odbili. In tukaj stochastic mi kaže, da smo se nekako odbili na 4-urnem, ampak na 1-urnem, kot da želi niže, ker se obrača. Tako da naslednja cona, ki jo gledamo, je
tale, še bližji swing high. Ok, bom spremenil barvo. Pravzaprav bom nas naredil kar takole. Sprav okrog 1100. In če je to res ta prvi eksplozivni val, se pravi po Elliott Waveu bi bilo tole drugi val, ampak jaz imam drugo strategijo, ki mi je nekako bolj, kako mi bolj leži, ker pri Elliott Waveu lahko imamo 10 različnih traderjev, ki razlagajo Elliott Wave in vsak bo razložil isto. Jaz imam strategijo, ki če imam jaz ali ti ali kdorkoli, vsi bomo vedeli točno, ok, to je prvi val, zato ker je tako točno. In ja, če vas zanima več o tem, si lahko pregledate Top Dog Trading, Dr. Barry Burns. Ampak zato, ker smo, če povežemo, še vedno vemo, da se Ethereum in Bitcoin sta zelo povezana. Glede na to, da Bitcoin kaže znake, da bi šel niže, zaradi teh veliko pozicij na short, in ker smo premagali ker nismo šli čez tisti trendline, kje smo? Tle. Bomo šli do sem dol. Se mi zdi, da tudi Ethereum zna priti malo niže. Tako da jaz imam en entry, se pravi en nakup bom upravil tukaj. In za drug nakup čakam, da pridemo niže. In od tu gor mislim, da smo dokaj na varnem, da gremo gor. Ok, zato ker tudi ta trader veliko razlaga, da moramo biti reactive to the market, not speculative. Se pravi, predvidevamo, kaj se lahko zgodi, ampak reagiramo na market, ko nam market nekaj pokaže. Ne, da reagiramo, ok, to se bo zgodilo, ker nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo. Moramo gledati market in potem, ko se nekaj zgodi, odreagirati. Tako da, če bom, ok, gledam to cono, še ne pomeni, da bom kar kupil, ok, tukaj bom kar kupil. Gledal bom, kaj se dogaja s ceno, ali se obrača, ali mi kakšen indikator kaže, da se obračamo. Ampak izgleda pa precej močna cona, da se zna tukaj dogajati, da se zna odbiti. Ker še ena stvar je zanimiva tukaj. Če pogledamo volumen na Bitcoinu, o tem smo govorili, 2 dni nazaj sem govoril o tem, tisti dan, ko sem naredil 2 videa, ta Bitcoin gre više, drugi del, da potrebujemo višji volumen, da prebijemo tisti trikotnik, in se je zgodilo ravno nasprotno, in sicer volumen se je manjšal na 7 milijard. Želeli smo videti vsaj 10 milijard volumna na Bitcoinu, ampak kar je prav zanimivo, je Ethereum volumen. Poglejmo, kako raste. Imamo 3,6 milijarde, 3 milijarde in 28 včeraj, kar 5,3 milijarde. Se pravi, je zrastel za, koliko je to? 40, več kot 40, 50, več kot 50%. 70%. 70% bilo 5,1. Pravzaprav skoraj 80% rast v volumnu, glede na dan prej. Tako da volumen na Bitcoinu pada, na Ethereumu pa raste. Nekako potrdi to, da je Ethereum, in ko nekako povežemo te dva podatka, da volumen ne raste, na Ethereumu in na Bitcoinu pada, in primerjamo te karte, nekako se slika, se nekako zgodba postane logična, ker pri Bitcoinu smo bili v tem trikotniku, o katerem smo govorili, tukaj, in smo ga presekali, in smo že mislili, ok, naredili smo, gremo više, ampak potem smo se ujeli v ta trikotnik in zato smo nekako blokirani. Energija za gor je blokirana s to črto. V naslednjih, dokdaj pa gremo? Do
Aha, do 1. Spravi, to je še 2 dni. Smo nekako blokirani s to črto, ampak če primerjamo z Ethereumom, vidimo, da je ta črta edini trendline, ki nam je na pota bila in smo jo premagali, zato se je Ethereum tako razširil. In če povežemo to še z vsemi napovedmi za Ethereum za 2018, kaže res zelo, zelo močen trend, da želi više. In vedno bolj imam občutek, da se znata Bitcoin in Ethereum nekako razčleniti v smislu, da bo imel Bitcoin vedno manjši vpliv na Ethereum. To je čisto občutek, ko gledam, primerjam te volumne in ko gledam, kako se Ethereum oddaljuje od Bitcoina. Je pa res, če gledamo fundamental, se pravi, imamo 2 analizi. Ena je, da gledamo karte, ena je, da razumemo, se pravi, kaj se dogaja vzadaj za developerji, za samim protokolom. Pri Bitcoinu so začeli testirati Lightning protokol, kar, če se razvije, lahko zelo, zelo močen, kako bi rekel, močen element za Bitcoin, ker bi to pomenilo, da bi bile transakcije zelo hitrejše, veliko hitrejše, in to bi sigurno se odrazilo tudi na ceni. Ampak to je samo zdaj v test, to testirajo. Tako da zaenkrat, ja, Ethereum kaže predvsem močneje kot Bitcoin, da želi više. Ampak, če pride do tega, da Bitcoin res implementira ta Lightning, in jaz se na to preveč ne spoznam, jaz se bolj na tehnične karte, to poslušam ostale, potem morda spet Bitcoin postane tisti močnejši. Ok, upam, da sem to v redu razložil in da uspešno tradate. Jaz sem imel včeraj nekaj pozicij. Aha, tole še ena zadeva, ja, zanimiva. Malo bom sčistil tole karto. Ok, to je NIO, to sem jaz včeraj imel neke pozicije. Kar je bolj zanimivo, je bilo na Ethereumu. Na Ethereumu, če gledamo bliže in zbrišemo ta nonsense. Bam. Kaj se dogaja včeraj, če ste že slišali, kdaj za Head and Shoulders? To je iz tehnične analize ena taka oblika, ki se je včeraj zgodila. In pravzaprav gre za to, da ko gremo više, naredimo prvi higher low in gremo še više, higher low, in potem temu drugemu higher highu zmanjka momenta, se zgodi to, da se, če pademo pod to črto, se zgodi ta ekstremen premik nadol v dolžini tega. Se pravi, ne bi šel v tem videu preveč v detalje, če vas to zanima, si lahko pogledate Head and Shoulders, ampak je zanimiva sigurno struktura. In še ena stvar, na katero ste lahko pozorni. In gremo pa, to je nekako dolžina. Dolžina od tele linije med levim in desnim ramenom naj bi se nekako prenesla, sami pogledamo, kako je to identično. Ta dolžina od tu do tu je identična tej dolžini. To ni naključje, samo to bi pozoril. To je že mimo, ampak samo rad bi opozoril, da za naslednjič, če opazite to, obliko, je to Head and Shoulders. Ok, hvala vam za to, da ste me spremljate, za podporo. Prosim, podelite, pošerajte, polajkajte in lep dan vam želim.